kamere. Evo, nekaj knjig slovenskih. Evo tudi to. Dobar dan. Dobrodošli. Slovenske dame, ki imate kakšnega fanta? Dobar dan, dobrodošli. Čovjek se vrača, to moramo še prebrati. A še niste, vemo kam. Dobar dan. Lila, prav. Dobro je. Lepo pozdravljeni, Karol. Dobar dan, še nam dobar dan. Možnost, da boste lahko tega še več nekako poskušamo. Seveda, spet izvedeti. Si avtor zaželijo, da ne bi Legenda. Pa je, ker bo težava vedno v različnih firmah. To je Slovenska nacionalna stojnica. To je katalog otroške in mladinske književnosti, ki ga je Društvo slovenskih pisateljev pripravilo, to je bilo vsako leto, to so moje izdaje v nemščini, 30 izbor, najboljši slovenski založniki. Ja, to je snema brez besed, slikanica brez besed. Prodajajo pravice, ja, to so pa pač najnovejše knjige. tradicijo kot sodobnostjo predstavlja na enem mestu. Nova linija. Sloveniji, Srednje Evropi. Res sem zelo vesela in ponosna, da sem danes imela možnost obiskati tudi stojnice slovenskih založnikov in Slovenske javne agencije za knjigo. Fascinantne številke imam v glavi, če smo pred nekaj leti naredili od 20 do 30 prevodov na leto, se danes ta številka približuje 200. To je res izjemen uspeh slovenskega založništva, predvsem pa slovenskih pisateljev, pisateljic, pesnikov, pesnic. Tukaj na tem paviljonu, kjer stojim zdaj, sem pa z navdušenjem opazovala slovenske ilustracije, ki jih tudi ponujamo svetovnem trgu. Skratka, Frankfurtski knjižni sejem je nedvomno uspeh za Slovenijo, uspeh, da smo častna gostja in upam, da bo udeležba na naših stojnicah seveda čim večja.